Pozdravljeni v podkastu Misija kakovost. Vzgojno-izobraževalne ustanove so vključene v številne nacionalne in mednarodne projekte, ti pa lahko postanejo pomemben del sistematičnega razvoja šole. K kakovosti pripomorejo, ko sledijo prednostnim nalogam šolam, ko so med seboj povezani in kompatibilni, če so ustrezno evalvirani in če postanejo tudi del vsakodnevne pedagoške prakse. Kako lahko šole projekte Erasmus+ in tudi druge projekte povezujejo v smiselno razvojno strategijo, ter kako lahko projektne izkušnje trajno prispevajo k izboljševanju pedagoške prakse in kakovosti učenja, izvemo v tokratni epizodi, v kateri smo pred mikrofon povabili dve sogovornici iz Osnovne šole Dobje. To sta ravnateljica Suzana Plemenitaš in Nataša Gobec, koordinatorka Erasmus+ projektov na šoli, sicer pa učiteljica angleščine. Dobrodošli v podkastu Misija kakovost. Pozdravljeni. Vaša šola je vključena v kar nekaj projektov, Erasmus+, ki spodbuja medkulturnost in večjezičnost, Envirgo in šolski ekovrt, ki sta namenjena razvoju in krepitvi kompetenc trajnostnega razvoja, DigFit za dvig digitalnih kompetenc, Fina pisma za finančno opismenjevanje mladih, ste tudi zdrava šola, kulturna šola in najbrž bi lahko še kaj povedali, ne? Kako izbirate projekte, v katere se vključite? Suzana Plemenitaš. Mi imamo določene prednostne naloge in glede na prednostne naloge potem se nekako dogovarjamo, v katere projekte se vključimo. Vedno pa sledimo temu, da projekt ni zaradi projekta, ampak zato, da nadgradimo smiselno pouk, da nadgradimo didaktiko poučevanja in da imajo učenci tako kot v rednem, kot potem v razširjenem programu kar največ od vseh vsebin, ki jim jih potem ponujamo. Pa so potem ti projekti tudi vključeni v letni delovni načrt in razvojni načrt šole? Ja, seveda, morajo biti nekako, ker brez tega ne bi mogli delati tako, kot delamo in jih tudi smiselno povezovati, nadgrajevati, vključevati v samo naše delo. Torej, če prav razumem, najprej postavite prednostne naloge, potem se pa na podlagi teh odločate tudi, v katere projekte se boste kot vrtec ali kot šola vključili. Vaše prednostne naloge, to lahko preberemo na vaših spletnih straneh, pa za to leto so razvijanje večjezičnosti in medkulturnosti, učenec v središču učnega procesa ter trajnostni razvoj in finančna pismenost. Kako ste se na šoli odločili za te naloge in ali se kaj razlikujejo, ko gre za šolo ali pa potem vrtec, ki tudi deluje v okviru vašega zavoda? Vse prednostne naloge so nekako razvojno naravnane. Odločamo se skupaj, kaj bo res prednostno v tistem letu. Nekako imamo pa v šoli te tri prednostne naloge že več let. Potem so pa glede na samo delo in projekte, ki jih vključujemo, se malenkost potem razlikujejo in tudi glede na zakonodajo šolsko, ki mogoče potem vpliva na ene dele ali pa glede na trenutne potrebe, kar vidimo, potem prilagajamo tudi projekte, v katere se vključujemo. Enako tudi recimo, ko smo se začeli vključevati Erasmus projekte, smo morali na prednostne naloge navezati tudi evropski razvojni načrt, pa potem pri digitalnih kompetencah, ker smo tudi zelo močni, smo ta digitalni načrt šole naredili. V vrtcu pa sta dve nalogi po navadi enaki, dve prednostni nalogi, to sta večjezičnost in medkulturnost in potem trajnostni razvoj. Ne delamo pa toliko na učencu v sredinjenem pouku, zato ker so v vrtcu le otroci, mlajši. Gradimo pa več na mehkem prehodu iz vrtca v šolo in pa na porajajoči se pismenosti v vrtcu. Nataša Gobec, te prednostne naloge ali prihajajo z vrha šole, če lahko tako rečem, ali pri določanju le-teh sodelujete vsi zaposleni na šoli? Vsekakor v največji meri prihajajo strani vodstva in strani katerega pa smo potem tudi spodbojeni, da jih v čim večji meri vključujemo v pouk. Vsekakor je to dejansko obvezujoče, to dokazujemo potem tudi v letnem delovnem načrtu s praksami, torej z metodami in oblikami, ki se jih poslužujemo. Se pa vsakemu izmed nas dovoli, da nekako ubere svoj tempo pri tem.
Kaj pa, kakšne ideje še z vaše strani, pa najbrž tudi pridejo prav vodstvu šole, ko je treba zastavljati kakšne cilje in prednostne naloge. Vi ste le v razredu skupaj z učenci, ne? In jih dobro poznate. Ja, na naši šoli so učenci, imajo kar močan glas, no, pri ustvarjanju utripa, tudi ne ravno vsebin, ampak tistih dejavnosti, ki se potem tudi izvajajo v razširjenem programu, tako da so zelo dobrodošli njihovi predlogi, želje, pričakovanja, da jih obesedijo in jih potem tudi lahko mi vključimo. Prej smo našteli že kar nekaj projektov, v katere ste vključeni, pa me zanima, najbrž pa ključno pri vsem mora biti to, Suzana Plemenitaš, da imate kot ravnateljica nekakšen pregled nad vsemi temi projekti, tudi cilji, vizijo šole, prednostnimi nalogami, ne, in da hkrati s tem posedujete tudi znanje o projektnem menedžmentu, pa me zanima, kaj vse šteje tukaj, mogoče prednost tudi to, da ste majhna šola in vrtec. Vsekakor znanje projektnega menedžmenta koristi pri samem pisanju nalog, pa potem pri pisanju poročil. Drugače pa kot majhna šola imamo to prednost, da se lahko velikokrat kar neformalno kaj pogovorimo, povem, mogoče v zbornici ali kjerkoli druge, kjer sedimo, kjer je večja skupina učiteljev, na neformalnem sestanku, da je pa zdaj razpis za ta ali drug projekt, če bi kdo sodeloval, kakšne so njihove želje in tako kar na hitro dobiš informacije, kakšno je stanje kolektivov, kaj želijo, poznam jih tudi, katere so, oziroma zaposlene poznam, katere so njihove prednosti, katere so močna področja in nekako potem se poskušamo dogovoriti, če bi bili za projekt ali ne. Nazadnje, ko smo se vključevali v razvojno nalogo samoevalvacije, sem na sestanku učiteljskega zbora povedala, da se moramo počasi vključiti, da se širša skupina učiteljev nauči tudi delati na samoevalvaciji. In vsaka, kdor želi, naj pride potem k meni v pisarno, pa smo dogovorili in sem bila prijetno presenečena, ker je prišlo kar 6 zaposlenih od 24. In potem enako v vrtcu, zdaj tu ni mogla biti enaki cilji niso mogli biti, ne, so se tudi javili in zdaj vzporedno peljemo samoevalvacijo res poglobljeno, tako v vrtcu kot v šoli. Omenili ste samoevalvacijo, ki jo peljete tako v vrtcu kot v šoli, najbrž pa so tudi kakšne druge prednostne naloge, ki ostanejo potem oziroma se potem z vstopom otroka v osnovno šolo nadgrajujejo v kakšnem drugem, ampak sorodnem projektu. Trajnostni razvoj, vemo, imate kar nekaj projektov v zvezi s tem, ne? Ja, trenutno imamo koordinatorja projekta Envirgo v vrtcu, povezujemo s vsebinami v šoli, na istem področju pa imamo v šoli projekt Šolski ekovrt, kjer nadgrajujemo ciljev iz vrtca. Tako da se vedno povezujemo, tudi učenci iz šole s svojimi mentorji obiskujejo otroke v vrtcu in enako otroci iz vrtca zelo radi pridejo na kakšne, naravoslovne poizkuse, matematične, fizikalne poizkuse k nam oziroma k sošolcem bodočim v šolo. No, pri Erasmus Plus projektu gre ponavadi za projekte za osnovnošolce, ne? Kako je z njimi, kako sledijo ti projekti pa vašim prednostnim nalogam in tudi razvojnim ciljem šole? Jih lahko nekako vključite, vidite tukaj skupne točke, da se potem prijavite in jih vozite tukaj na šoli in imate nekaj od tega? Ja, sigurno. Smiselno je, da že vse tisto, kar je dobrega pri nas v Sloveniji, nadgradimo tudi zunaj meja. Na vse zadnje se gre za bivanje v nekem skupnem prostoru, kjer imajo tudi naši učenci potem prihodnost, možnost zaposlitve. In vsekakor Erasmus projekti nagovarjajo oziroma dejavnosti nagovarjajo to potrebo po razvijanju medkulturnosti, večjezičnosti. Ravno tako iščemo primere dobrih praks vezane na trajnostni razvoj, na smiselno uporabo digitalne tehnologije, ki postavlja učenca v ospredje in v aktivno vlogo. Pomembno nam je tudi, da iščemo nove načine, kako omogočiti dobro počutje vseh vključenih, tako učencev kot tudi učiteljev oziroma strokovnih delavcev in otrok v vrtcu v našem zavodu. In
vse to nekako potem nadgradimo ravno zunaj meja Slovenije. Nataša Gobec, vi ste koordinatorica Erasmus Plus projektov, ampak najbrž je, da se vključite v različne projekte, potrebna po eni strani podpora vodstva, po drugi strani pa tudi podpora in pomoč drugih zaposlenih. Ne, na enemu najbrž ne more stati vse. Res je in hvaležna sem, da je tudi v našem zavodu tako, da imamo tako na eni strani torej močno podporo vodstva, tudi dejansko vizijo in ogromno znanja glede teh stvari, na drugi strani pa tudi imamo kolege, ki res z veseljem priskočijo na pomoč. Vaši partnerji prihajajo iz številnih evropskih držav, Švedske, Finske, Srbije, Poljske, Slovaške, Hrvaške, Španije, Francije. Kaj vse vključujejo ti evropski projekti v okviru Erasmusa Plus? V bistvu sam program, torej Erasmus Plus program omogoča različne dejavnosti. V prvi vrsti je to kratkotrajna mobilnost učencev in sicer približno 12 do 15 učencev vsako šolsko leto odpeljemo na tuje, v šole, v mesta. Leti običajno preživijo 5 dni na gostujoči šoli, kjer obiskujejo torej pouk in se udeležujejo drugih dejavnosti, ki seveda sovpadajo s projektnimi cilji. No, številčno takoj sledimo strokovni delavci. Tukaj se najpogosteje udeležujemo senčenj na delovnem mestu, najpogumnejši pa izkusijo tudi poučevanje v tujini. Obe obliki nudita seveda poleg osebne in profesionalne rasti res priložnost za razmislek o lastni praksi poučevanja in pa možnostih prenosa le-teh v domači prostor oziroma v možnostih prenosa nekih novosti v naš prostor. Približno 2 strokovna delavca na šolsko leto pa se udeležita strukturiranega seminarja, ki je ponovno vezan na projektni cilj. Omenili ste senčenje, torej nekako opazovanje nekoga na njegovem ali njenem delovnem mestu. Kaj lahko na primer učitelj, ki ga nekdo spremlja pri delu, pridobi s tem, da ga nekdo opazuje, in kaj tisti, ki opazuje? Ja, aktivno udejstvovanje v evropskem prostoru v največji meri pripomore k raziskovanju lastnih praks, kot že omenjeno, in lastnega jaza. Posledično seveda osebnostno in strokovno rastemo, eno brez drugega ne gre. Pri vsakem opazovanju pa sta izjemnega pomena ravno ta konstruktivna debata, ki sledi bodisi s sodelavci, torej iz iste šole ali pa iz gostujoče šole. In ne glede na to, v bistvu, na kateri strani smo, ali smo na strani opazovalca ali opazovanega. Namreč na naši šoli tudi 2-krat letno odpremo vrata, nudimo možnost senčenja in pa skupinske mobilnosti učencem, ostalim strokovnim delavcem in učencem iz tujine. Tako da tako ena in druga oblika je izjemno nagrajujoča. Če izhajate zdaj iz sebe, česa ste se vi naučili ali pa kako ste se prav zaradi teh senčenj mogoče spremenili kot učiteljica? Ste postali tudi boljša učiteljica zaradi tega? Upam. Vsekakor zmoreš biti kritičen. Ne preveč, ne premalo, torej ravno dovolj. Verjamem, da sem s pomočjo tega programa postala tudi boljša sodelavka, boljša organizatorica mobilnosti, tudi gostiteljica, včasih tudi kuharica. Namreč res ta vpliv kultur, medsebojni odnosi, tudi na vse zadnje sobivanje z našimi sodelavci, ko potujemo v skupinah z več udeležencev, te bogatijo in ti širijo obzorja. Širina pa je tisto, kar danes. Suzana Plemenitaš, kje pa vi vidite koristi teh mobilnosti? Lahko rečem, da opažam v teh letih, zdaj smo že 9 let vključeni v Erasmus projekte, kako so sodelavci osebnostno in strokovno napredovali, kako recimo iz tistega kolektiva, ki se je baviti v tujino, ker je bilo pa le
pri starejših sodelavcih šibko znanje angleškega jezika, kako gre zdaj brez problema, kako smo to potem nekako mehčali in poslali tistega, ki dobro govori, pa zraven kakšnega mlajšega kolega in tistega, ki se ne upa toliko povedati, pa kako zdaj vsi vstopajo suvereno v ta evropski prostor, ne glede na predznanje oziroma znanje tujega jezika in vidijo, da tudi v drugih državah je podobna situacija in se znajo dogovoriti, potem pa pri teh opazovanjih pouka, ki jih pa mi ponudimo tujim partnerjem, pa opažam res izjemno strokovno rast zaposlenih, tistih, ki si upajo predstaviti svoje delo. Tu je vedno v dogovoru z njimi, pa jih je vedno več tistih, ki se javijo, da bojo pokazali, da bojo odprli svoja vrata in tudi potem strokovno debatirali s kolegi iz tujine. To je res neprecenljivo, koliko vsega doprinese to mednarodno sodelovanje. Mogoče tu še največ v vrtcu, tam pa ni toliko teh zunanjih senčenj. Tam je bil pa na začetku kar neke vrste upor, ko smo začeli. Kaj se pa greš, kam nas pošiljaš, mi to ne zmoremo, mi ne bi šli, pa smo jih tudi potem nekako prepričali, da grejo tudi s kolegi iz šole. In zdaj, ne glede na to, da pri takem majhnem kolektivu, kot je nas, ko je 35 strokovnih delavcev v vrtcu in šoli, je ponavadi 12 oziroma še nekaj več, če 12 mobilnosti, to je opazovan, pa potem še 2 poučevanji, pa 2 izobraževanja, ponavadi premalo. Se jih prijavi vedno več, kot lahko ponujamo. In zato tudi s koordinatorico vsako leto damo za akreditacijo noter za nove mobilnosti, da bi se kar čim več lahko udeležilo izmenjav. Mogoče še pri tem povem, da je pomembno, da pa poiščemo za ta čas, ko imamo izmenjave, tudi delavce, ki pridejo k nam kot pripravniki. Tudi to nudi ministrstvo, pripravniška delovna mesta. V bistvu to ni projekt, to je pripravniško delovno mesto in da mi lahko zagotovimo tolikem številu zaposlenih, strokovnih delavcev izmenjavo, rabimo nekoga, ki gre ta čas v razred ali v skupino in tu nam pridejo pa ti pripravniki zelo prav. Drugače pa v šoli ni nikoli problem, da grejo strokovni delavci na mobilnost tudi med počitnicami. To smo se tudi dogovorili, takrat jih lahko gre več in to sprejmejo čisto z dobro voljo. Mogoče vseeno še osebna izkušnja. Nataša Gobec, kako težko je bilo na začetku nekoga spustiti v svoj razred, da vas opazuje pri delu? In kako ste mogoče premagali tremo ali pa zadržke? Nekaj je omenila, gospa ravnateljica, da se je to dogajalo na začetku. Ja, sem najprej mislila, da se bo vprašanje nanašalo, kako težko je bilo oditi. Lahko tudi to povemo. Ja, z obema smo se soočili in seveda tu je ponovno največ vredna podpora tako vodstva kot tudi sodelavcev. In skupnimi močmi gre lažje in ravno nazadnje smo imeli eno tako izkušnjo, ko so pač prišli z zavoda pogledati, kako izvajamo razširjeni program in ta v bistvu sestanek temu namenjen nas je povezal in omogočil še višjo stopnjo sodelovanja kot sicer. Tako da vsaki taki trdi orehi so zelo dobrodošli, seveda pa na začetku ne. Ampak zdaj me res zanima, je bilo težje oditi v tujino ali spustiti nekoga v svojem lastnem razredu k pouku, da vas opazuje? Ja, zdaj z mojega vidika, veste, mi res prihajamo iz kulturno zelo homogenega okolja. Dejansko drugih kultur, jezikov v naši neposredni bližini ne živijo ob nami. In ja, bilo je težko, sploh ker še tudi nas je večina doma z družinami oziroma bilo z malimi otroki. Tako da zelo težko je bilo. Pa vendar smo to sprejeli kot nagrado, vedno znova in znova. Suzana? Mogoče pa še prenesemo na učence, predvsem kadar pridejo naši gostje iz tujine. In če ne omogočimo, da pridejo gosti kar vse razrede, pridejo učenci do mene, potrkajo, vprašajo, ravnateljica, kaj smo pa mi naredili narobe, da jih niste pripeljali k nam, zakaj pa mi nismo smeli sodelovati, zakaj pa nismo mi smeli povedati
kar bi želeli. Ne? In tudi tu se je pokazala v teh letih ta odprtost, želijo sodelovati, govorijo tudi v angleškem jeziku, čeprav je res to naše okolje zaprto, občina Dobje, ena šola, 1000 ljudi, nobenega tujca. Smo se morali na začetku potruditi, da smo sploh odprli vrata, ne? Sedaj bi bilo pa zelo, zelo narobe, tudi s strani učencev, če ne bi imeli obiskovalcev. Seveda pa, ko govorimo o teh mednarodnih projektih Erasmus+, najbrž vse stvari, ki jih vidite v tujini in tudi znanje, ki ga tam poberete, pa ne morete vsaj neposredno prenesti v svoje lokalno okolje in na svojo šolo. Ne? Najbrž morate biti pri tem pazljivi in hkrati tudi dovolj kritični, da vidite, kaj bi v vašem lokalnem okolju delovalo in kaj ne. Drži. To je tako, kot so navade, nek vrednotni sistem ljudi, neka ovira pri tem, da bi prenesli vse, kar dejansko tam nam je všeč oziroma s čimer se srečamo, je potem po drugi strani tudi zakonodaja tista, ki nam to onemogoča. Tako recimo našim učencem ne moremo omogočiti avtomata s slanimi in sladkimi prigrizki, če pa je to v nasprotju s smernicami zdrave prehrane, ki veljajo, a ne, v našem šolskem sistemu. Lahko pa recimo po navdihu ki ga vidimo, dobimo v tujini, večkrat odpeljamo otroke ven in izvajamo pouk na prostem, zgradimo učilnico na prostem in dejansko lahko nekatere stvari res prevzamemo, nič pa v celoti. Mogoče je na tej točki pomembnejše tisto, kar v nas videno spodbudi, ta navdih, ki pa ga zopet ne moremo meriti, ne? Ampak nas pa spremlja in ostane in potem v sodelovanju še s kolegi ga nadgradimo. Najbrž pa vsa ta mobilnost prinaša tudi to, da se zavemo, kaj pa je v Sloveniji dobro, ne? Kaj je v našem šolskem sistemu pa tisto, kar bi mi lahko izvozili v tujino. Suzana Plemenitaš, kakšne so pa tu vaše izkušnje? Po čem, na primer, tudi tuji učitelji ali pa vodstvo šol, ki pride, se na primer zgleduje, kaj občuduje, se čudi? Največkrat se čudijo naši okolici, našim možnostim, da res izvajamo pouk na prostem, da gremo ven, kam se lahko otroke peljemo, kako smo odprti. Potem ena taka prijetna izkušnja je tako, sem bila z učenci 9. razreda takoj po koroni v Italiji, v Neaplju smo bili. Pa smo se vračali domov, pa pride spet skupinica otrok meni pa reče, ravnateljica, če bo še kdo na šoli rekel, da imamo slabo malico ali kosilo, prosimo, peljite ga v Italijo, da bo videl, kako tam jejo, kakšne so tam razmere. Več, ko hodimo, bolj, ko se nam odpirajo odzorja, vidimo, kako je naš šolski sistem dober, na kaj vse moramo biti ponosni. Tudi finski ravnatelj, ko je prišel zdaj že 2-krat k nam, je rekel, da lahko ogromno prenese, da smo pravzaprav slovenski ravnatelji preobremenjeni, ker gor nima tega menedžmenta zraven pri vodenju, ampak ima samo pedagoško vodenje in kaj lahko on naredi in kako je težko pravzaprav pri nas, pa se lahko vseeno ogromno stvari nauči in jih odnese s sabo. Mogoče se moramo pri vsem tudi zavedati, da smo šole tiste, ki lahko naredimo nekaj, ampak vedno v okviru zakonskih zmožnosti in da smo mi tisti, ki smo nosilci sprememb na bolje predvsem in da ni treba čakati, da ne vem, da dobimo od zunaj dovoljenje, da nekaj naredimo, ampak da lahko mi z opazovanjem skladno z zakonodajo naredimo najboljše za naše učence. Projekte in znanje, veščine pridobljene v okviru teh projektov, ne glede na to, ali so mednarodni ali pa nacionalni, vi povezujete tudi z razširjenim programom in tudi učnim procesom nasploh. Ali lahko date mogoče primer, kako vse to povezujete in zakaj se vam zdi to pomembno? Dejansko tako pri Erasmus izmenjavah, tako tudi pri razširjenem programu so v ospredju druge veščine, prečne veščine, ki med poukom ne pridejo toliko do izraza. Razmislek o sebi, o svojem doživljanju, razmislek po vrnitvi iz mobilnosti. Recimo tudi priprave na mobilnost potekajo z učenci ravno v okviru razširjenega programa. In to razmišljanje o sebi v tem danes tako drvečem svetu
je tudi pri mladih izjemnega pomena in tudi ravno, da jih k temu spodbujamo. Na tej točki mogoče lahko omenim, da tudi ravno ta refleksija, razmišljanja o sebi, svojih doživetjih ostaja napisana, da jih res ponesejo s sabo in da tudi sami vidijo svoj napredek, lasten napredek pred in pa seveda potem po vrnitvi z mobilnosti. In napisano imajo to v e-zvezku. To pa smo nekako se dogovorili, da pa naj bo tako. Kaj sploh je e-zvezek na vaši šoli? V bistvu je učni pripomoček, v katerem učenci imajo vstavljene tako tabelske slike, vsebine, ki pridejo v poštev med poukom oziroma v okviru razširjenega programa. V njih so tudi njihovi dokazi učenja, povratne informacije učiteljev, dejansko nekaj tudi, na kar se lahko naslonijo, ko nekdo zboli oziroma ima tam na voljo tudi zapiske, pa tudi učenec, ki potrebuje določene prilagoditve, je potem to zanj pomemben pripomoček. Suzana Plemenitaš? Mi smo res dobro razvili sistem dela v e-zvezku v času korone, ko smo že kar po prvem tednu vzpostavili pouk nadaljavo in nikoli v tem času se ni zgodilo, da bi se starši pritožili, da kdo dela slabo ali da kaj ni v redu, tako kot smo tudi poslušali v javnosti, da se je zgodilo. Celo to se je zgodilo, da so potem po končani koroni, ko smo se vrnili v šolske klopi, v šole, starši želeli, da e-zvezke obdržimo, ker je dragocen pripomoček ravno učencem, ki zbolijo ali ki niso v šoli, ali pa ki se samo želijo ponoviti nekaj, česar niso utrdili v šoli. E-zvezek pa je pomemben tudi za formativno spremljanje. Mi imamo v prednostni nalogi, da pri učencu v sredinjenem pouku razvijamo predvsem tudi formativno spremljanje, beleži se v e-zvezku in tam se res vidi cel proces, potek učenja in učencev napredek, tako da je dragocen pripomoček. No, pa smo nekako kar same od sebe prišle tudi do procesa samoevalvacije. Nepomembno je namreč tudi, da sledimo učinkom vseh teh projektov, v katere ste vključeni, da ne naredimo le kljukico po opravljenih nalogah, temveč že vmes pa potem tudi na koncu seveda lahko vidite, kakšni so učinki, ali so cilji doseženi, kaj se je izkazalo mogoče za ne tako uspešno. Kako torej pri vas poteka evalvacija vseh teh projektov? Ja, zelo dobro imamo razdelano pri Erasmus projektih, kaj bomo spremljali, kako bomo spremljali in predvsem s koordinatorico moramo res slediti temu, ker je potrebno potem to vse zapisati v poročilu. Zdaj spremljati se da ali s kratkimi anketami, zapisi, še bolj pomembno pa je to, kar mi dve rečeva ne moremo spremljati, in pa vidimo. Recimo v nasmehih sodelavcev, ko se vrnejo s mobilnosti ali v dobri volji učencem, ko rečejo, ravnateljica sam tega ne vzeti nam, naj še gremo, ker mi tudi nekako poskušamo zagotoviti vsakemu učencu, ker nas je tako malo, da gre vsaj enkrat na mobilnost do konca 9. razreda. Enako pa potem evalviramo tudi že vmes vse ostale projekte in seveda na koncu in iščemo ne samo tisto, kar smo naredili dobro, ampak tudi šibka področja, ki jih potem lahko nadgradimo pri našem delu naprej. In te samoevalvacije naučimo tudi učence, zlasti preko formativnega spremljanja, da ugotovijo, kje so dobri in kaj bi potem lahko po končanem sklopu ali po končanem učenju še lahko nadgradili. Nataša Gobec, vi ste želeli nekaj dodati? Ja, mogoče, da nam največ sistematičnosti pri evalvaciji omogoča ta orodje Evropske komisije, ki ga uporabljamo tako pač vsi udeleženci mobilnosti in pa tudi naš interni obrazec, ki ga izpolnijo tako strokovni delavci kot tudi učenci po mobilnosti, in je res oba obrazca sta, torej ta drug naš interni je seveda nekoliko bolj naravnan k projektnim ciljem, medtem ko je obrazec Evropske komisije bolj osredotočen na evropske vrednote.
Katere učinke ste pa že zaznali na šoli, pri učencu? Nekaj smo vmes že povedali, ampak vseeno. Ja, učenci vsekakor postajajo samostojnejši, izboljšujejo svoje socialne veščine, tudi samozavestneje vstopajo v medkulturni dialog, ko imamo obiskovalce, tudi za angleščino postajajo nekoliko bolj motivirani, vsekakor pa se vedno bolje znajdejo v vlogi gostiteljev, kar nas tudi zelo veseli. In tudi to je mogoče ena taka stvar, ki jo gostje izpostavijo, ko pridejo k nam. Nas Slovence dojemajo za zelo gostoljuben narod. Baje se pa izboljšuje ali pa se vsaj na začetku zelo močno izboljšal tudi njihov učni uspeh. Ja, to je pa takrat, še 9 let nazaj, sovpadalo tudi s cilji samoevalvacije, ko smo si nekako zastavili, da mora znanje postati vrednota, in smo tudi že začeli potem vključevanjem IKT pri pouku in potem tudi s formativnim spremljanjem. To so bili začetki in smo potem po 2-3 letih ugotovili, da se je res to zanimanje učencev oziroma motivacija za učenje toliko izboljšala, da smo imeli kar naenkrat tudi po 10 do 15 učencev, ki so dobili srebrno ali zlato priznanje na tekmovanju iz znanj na državnem nivoju, kar je močno presegalo slovensko pa tudi evropsko povprečje, in smo bili res zelo, zelo zadovoljni, ampak smo trdo delali in garali in izboljševali naš način poučevanja, učenja, s prednostnimi nalogi povezano in seveda tudi s projekti, v katere smo se vključevali. In najbrž se to ne zgodi v enem šolskem letu? Ne, nikakor ne. Ta sprememba traja minimalno 3 leta, pokažejo se pa res tiste pozitivne spremembe po 5 letih, in tu so bile tako velike spremembe, da če smo si tudi zadali, kaj želimo doseči, smo to močno presegli. Nismo pričakovali takšne motivacije učencev. Ampak gotovo vsi ti projekti so prinesli in prinašajo tudi kakšen izziv ali kakšno težavo. Ja, ena izmed njih je mogoče že bila omenjena, namreč to začetno tremo pred udejstvovanjem na mobilnostih, pa ja, tudi nekaj metuljčkov ob priložnosti, ko smo gostili. Zadnje čase, predvsem po obdobju korone, pa opažamo tudi nekoliko več zadržanosti pri starših, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini, da bi se odzvali v vlogi gostitelja, učenca, ki bi prišel. Mislite, da je to prav korona kriva, to obdobje? Vsekakor je vneslo neke pomisleke v naš način življenja, in tega se verjetno ne da kar čez noč zbrisati. Vsekakor pa projekt Erasmus Plus, pa seveda tudi vsi drugi, zahtevajo kar nekaj energije, dodatnega dela, tudi prinašajo birokratske obveznosti. Ali kdaj mogoče vseeno ni dovolj zainteresiranih učiteljev, učiteljic za izpeljavo teh programov? Prej ste že omenili, da ste pri kakšnih projektih bili zelo presenečeni pozitivno nad številom, ampak vseeno je kdaj težko dobiti tiste, ki bodo vodili projekt naprej na šoli? Nekako ne, zato ker smo tako povezani in se toliko prej pogovarjamo, in so res vsi ti projekti vključeni razvojne naloge, da se vedno najdejo zaposleni, ki želijo sodelovati. Včasih je treba spodbuditi, je pa pomembno, da tudi jaz pozitivno vnaprej predstavim, kaj s tem pridobimo, kaj so prednosti. Včasih je prednost tudi, da je nekdo zaposlen, tudi če imamo kakšnega res dobrega pripravnika, da ga obdržimo. Vsekakor so pa vedno prednosti vsa znanja in veščine, ki jih pridobimo tekom projekta, in ni se še zgodilo, da zaradi neželje sodelovanja sodelavcev ne bi izpeljali kakšnega projekta. Najbrž pa so vsaj posredno nekako vključeni v te projekte vsi zaposleni, in tudi večina učencev in vrtičkarjev.
Ja, nekako pri nas delamo vsi vse, ker če ne bi vsi vse delali, se potem tudi ne bi prenašalo znanje naprej oziroma dobra praksa, ker če to delata 2-3, potem je projekt zaradi projekta in ko projekta ni več, tega ni na šoli, ne, v organizaciji ali v vrtcu. Če pa delamo vsi, seveda so tisti, ki so paradni konji in vlečajo projekt naprej in tisti, ki tudi od zadaj nekaj naredijo, če smo vsi, potem pa praksa ostane in ne ostanemo samo s tem znanjem, ki smo ga dobili, ampak ga prenašamo še naprej v naše delo in izboljšujemo učni proces, naše znanje, naše veščine. No in zdaj samo še za konec našega pogovora kratko, jasno vprašanje, čeprav najbrž je pa odgovor težji. Kaj svetujete drugim šolam? Kako torej izbirati projekte in jih usklajevati z razvojnimi nalogami šole? To je tako enostavno, jasno vprašanje, odgovor pa najbrž ne tako. Najprej treba imeti jasno vizijo. Vizijo ne postavi ravnatelj sam, ampak jo naredi skupaj s sodelavci, starši, učenci. In če ta vizija jasna vsem, potem je lažje vpeljevati razvojne naloge in potem tudi se odločati za projekte. Ne moreš zdaj v enem letu 5 projektov s 5 projekti začeti, treba iti postopoma z majhnimi projekti, si graditi tim sodelavcev, ki je sposobno delati, nekako usposobljati srednje vodje, ki so potem sposobni sami voditi projekt, če ne more ravnatelj tudi sodelovati. Je pa dejstvo, da če ravnatelj ne sodeluje in podpira projekta oziroma vsega dela učiteljev, tudi delo ne more steči tako, kot bi morali, tako kvalitetno in nek razvoj ne more iti naprej. Potem pa, ko se spostavi projektni tim, je pa lažje širiti mrežo sodelavcev, ki so pripravljeni sodelovati, ki so navsezadnje, če gre za Erasmus projekt, pripravljeni iti v tujino in počasi, v 10 letih pride po takšne prakse, da dejansko zahtevajo tebe kot vodje, da so projekti, ker drugače skoraj organizacija ne zna delati. Ja, obema najlepša hvala za pogovor v podcastu Misija kakovost. Z nami sta bili ravnateljica Osnovne šole Dobje, Suzana Plemenitaš in koordinatorica Erasmus Plus projektov na šoli, Nataša Gobec. Želim vama uspešno delo še naprej, veliko uspešnih projektov tudi. Vsem, ki nam sledite, pa seveda hvala za pozornost in poslušanje. Hvala, nasvidenje.